Dober dan in lep pozdrav v naši vetrovni aprilski oddaji za zdravje. Spomladi je veliko govora tudi o razstrupljanju telesa. O tem, kje na nas prežijo toksini, kakšno škodo nam povzročajo in kako se jih znebiti, smo govorili z diplomiranim dietetikom Petrom Jantolom. Od kod prihajajo vsi ti toksini, ki se nalagajo v naša telesa in nam povzročajo škodo? Ja, Nataša, se sploh ne vem, kje naj začnemo, ampak dajmo začeti v okolju, ki je poln teh onesnažil. To se pravi, imamo onesnaženo vodo, imamo onesnažen zrak, zemljo. In potem se tukaj najdejo še naprimer v procesu pridelave, predelave hrane. To se pravi, v procesu pridelave imamo različna gnojila, različne fitofarmacevtske snovi. Potem v procesu predelave hrane najdemo različne aditive, konzervanse v živilih. Potem so že tako prisotni tudi kakšni aflatoksini, potem različne plesni v stanovanju. Potem, če se malo osredotočimo še na domača gospodinjstva, čistila, tam je mnogo teh snovi. Ja, potem so pa tukaj še različna delovna mesta, kjer smo ljudje izpostavljeni različnim toksinom, oziroma sevanjem na koncu koncev, kot so pač rudniki, zdravstvo, zobozdravstvo in tako naprej. Potem tudi različna v gradbeništvu, imamo več takšnih snovi, ki so strupeni toksični za naš organizem. In to bi bilo to, ja. Aha, pa da ne pozabim, potem še te naše razvade, naprimer alkohol, cigareti, kajenje, to je nekaj zelo toksičnega za človeško telo. Tole se sliši pa kar srhljivo. Če na nas preži toliko različnih strupov na prav vseh koncih, kako pa to, da sploh preživimo? Ja, zdaj naše človeško telo ima več načinov za razstrupljanje, oziroma za uravnavanje teh toksinov v telesu. Zdaj, tukaj bi najprej omenil organe, ki pomagajo pri razstrupljanju. To so predvsem jetra, črevesje, pljuča in pa ledvice. Zdaj, tukaj najpomembnejšo vlogo igrajo predvsem pljuča in pa črevesje, ki že v osnovi, že na začetku, takoj prestrežejo te različne toksine. Zdaj, tukaj bi izpostavil predvsem sluznice, to se pravi črevesno sluznico, ki v bistvu ujame vse te toksine in potem pač pomaga, da se že izločijo iz telesa kar takoj. Potem je pa tukaj še drug sistem, ki pa pač pride v upoštev takrat, ko toksini na žalost že pridejo v človeško telo. To so pa predvsem različni encimi, ki vplivajo na to, da se te različni toksini potem v telesu tudi razgradijo. Res pa je pač zdaj tukaj ta zadeva, da naše telo ni prilagojeno temu, koliko toksinov zdaj mi imamo dejansko v našem zraku, koliko toksinov sploh smo mi izpostavljeni. In to je tisto, v bistvu, kar nas najbolj straši. Na kakšne načine pa toksini poškodujejo telo? Ja, zdaj tukaj je več različnih načinov. Toksini lahko v bistvu onemogočijo te encimske sisteme za razgradnjo različnih strupenih presnovkov v telesu in za te sisteme za razgradnjo različnih toksinov. Potem lahko izpodrine tudi pomembne minerale, kar se odrazi v slabotnejši kostni strukturi. Lahko poškodujejo organe, poškodujejo DNK, tukaj je predvsem ta oksidativni stres. Potem poškodujejo celične membrane, zmedejo različne hormone in povzročijo hormonska ravnovesja. Lahko celo zavrejo sisteme razstrupljanja, kar je v bistvu največja težava. In prav vsi ti načini, ki sem jih omenil prej, to lahko pač sledi v razvoj različnih bolezni. Kaj pa lahko storimo proti temu? Ja, zdaj tukaj je najprej pomembno to, da se mi sami izobrazimo glede tega, kje sploh se toksini nahajajo, kje jih najdemo. In potem tukaj se mi lahko potem odločimo, ali bomo določene te stvari, ki vsebujejo toksine, mi uporabljali, ali pa se bomo rajše odločili za pač nekaj drugega, za neko bolj zdravo alternativo. Zdaj, ko pa že pride do zastrupitve z različnimi toksini oziroma ko potrebujemo razstrupljanje, takrat si pa lahko pomagamo na nek naraven način, ampak pri tem pa moramo upoštevati 3 stvari.
Prva stvar je ta, da poskrbimo za podporo črevesnemu mikrobiomu oziroma podporo črevesju. To najlažje storimo z večkratno fermentiranim napitkom z rastlinskimi metaboliti, kot je na primer Multi-M ferment. Potem druga stvar je ta, da poskrbimo, da se vsi ti toksini, ki jih mi želimo izločiti, da imajo to možnost, da se nekam vežejo in se potem izločijo. In v bistvu na najlažji način to naredimo tako, da uporabimo zeolitni prah, ki nas se veže vse te toksine in potem pomaga telesu, da se jih znebimo dejansko. In potem tretja, ta najbolj pomembna stvar je pa tudi ta, da smo hidrirani. To se pravi, potrebno je spiti vsaj 2 litra do 2 litra pa pol vode, kakršnekoli tekočine na dan, zato da ima telo sploh možnost vse te toksine izplaviti iz telesa. To pa je precej širši vidik razstrupljanja, kot smo ga vajeni. Ali se lahko za razstrupljanje odločimo kadarkoli? Ja, v bistvu zdaj najbolj primerno obdobje, če gledamo pač to naravno stvar, najbolj primerno obdobje za razstrupljanje je pomlad. Če že samo pogledamo naravo vse naokoli, spomladi raste veliko teh razstrupljevalnih rastlin, kot so na primer čemaž, kopriva, potem regrat. Vse to pomaga pri razstrupljanju. Zdaj je pa tako, če že imamo razvite kakšne znake, da smo pod vplivom toksinov, ni potrebno čakati na pomlad, da bi se začeli zdraviti, ampak lahko to naredimo že kaj prej in si pač s tistimi, to se pravi z zeolitnim prahom in pa z podporo večkratno fermentiranega napitka, si lahko pomagamo pač kadarkoli. Zanimivo je tukaj povezano tudi z vsemi idejami o pomladnem hujšanju. Ja, zdaj pri hujšanju je pa takole. Mi skozi zimo, ko veliko jemo, naberemo kar kakšen kilogramček več, kot bi si želeli. In potem se spomladi odločimo, naprimer, za to, da bi začeli hujšati. In problem toksinov je ravno ta, da se vsi ti toksini nalagajo v maščobnih celicah. In pri hujšanju mi te maščobne celice topimo, zato pridejo vsi ti toksini iz maščob v krvni obtok. In potem zadeva kroži naokoli. In mi se moramo tega znebiti. Zato v bistvu razstrupljanje v času hujšanja pomaga pri tem, da se znebimo vseh teh toksinov, ki so prišli iz maščobnih celic v našo kri. Super, Peter, dobro je vedeti, da smo z vstopom v pomlad dobili novo priložnost za regeneracijo našega telesa. Ja, res je. Pa dajva povedati vsem gledalcem tudi to, da za kvalitetno razstrupljanje oziroma za to preventivo lahko marsikaj storimo tudi sami z zdravo in uravnoteženo prehrano, kot vedno pravimo. In v bistvu tukaj imajo predvsem velik pomen prehranske vlaknine, ki v procesu prebave nase vežejo vse te toksine, pa tudi v bistvu poskrbijo za zdrav črevesni mikrobiom in pa zdrave črevesne sluznice. Zato uživajte doma pridelano sadje in zelenjavo, uživajte stročnice, uživajte žitarice, uživajte oreščke, res pomagajo pri tem, da se znebimo toksinov iz telesa. Hvala, Peter, za vse zanimive nasvete. Verjamem, da bodo marsikomu pomagali, da to pomlad zasije v najlepši luči. Tudi jaz. Hvala tudi tebi, Nataša, za vabilo. In se še vidimo, ne? Ja, tako. Srečno. Hvala, enako.